Lepo pozdravljeni. Spregovoril bom o tem, kako otrok prevzema odgovornost. Lahko ga pripravljamo na samostojnost, na to, da bo odgovoren, lahko ga imamo pa tako zelo radi, da večino stvari opravljamo namesto njega. Vendar nas ljubezen ne opravičuje, da počnemo stvari, ki so na dolgi rok otroku v škodo. Če pogledamo na sličico, tole je en zelo znan lutkar, Jeff Dunham, in njegova najbolj znana lutka Peanut. Tale lutka je zelo zabavna, ko gledate zadevo na televiziji, in gre včasih tudi čez rob, vendar je za vse, kar reče lutka, ki pač ne zmore sama po sebi ničesar, odgovoren lutkar, tisti, ki jo vodi. A kaj to pomeni, če prenesem na družino? Če otroka ničesar ne naučite, pa vendar dela neumnosti, kdo je odgovoren? Se ve kdo? Mi, starši. Da se to ne bo zgodilo, pa poglejmo, kako otroke pripravimo do tega, da bodo prevzeli odgovornost zase, za svoje ravnanje, za svoje razmišljanja, za to, kako bodo videli svet, koga bodo kaj povprašali, komu ne bodo prisluhnili, zato ker vedo, da ni vredno, in podobne stvari. Za začetek pa je vendarle treba reči kakšno sploh, kaj je ta odgovornost. Zdaj, ključno za odgovornost je, da neko vlogo, da jo jaz hote, da jo hočem prevzeti, ne da mi je vsiljena, da sem voljan, mogoče res, da po nekem prepričevanju, voljan vlogo prevzeti in sprejmem s tem, sprejmem opravilo samo, kaj je treba narediti, sprejmem tudi določeno kvaliteto, sprejmem količino, ki jo moram opraviti, in rok, do katerega mora biti opravilo dokončano. Zdaj, tule, če pogledamo preprosto stvar, kot je, če rečemo otroku, da bo posesal dnevno sobo, in ja, pa ne bi, pa bi malo kasneje, kasneje bomo delali tole in tole, zdajle, to pomeni, je sprejel, je voljan, to pomeni, da bo opravil, da bo posesal, dejansko bo posesal, da bo to naredil kvalitetno, ne da bo puščal mesta, kjer so smeti, da bo dnevno sobo celo posesal, ne pustil en del sobe, in tudi nismo rekli, da mora vse stanovanje ali pa celo hišo posesati. In rok smo tudi določili, zdaj se je treba lotiti tega opravila. Končal bo pač potem, ko bo zaključil s celotno površino. Zdaj pridemo pa do odgovornosti. Zakaj je vaš otrok odgovoren? Če ga do 12. leta še recimo niste pripravili do tega, da bi se naučil uporabljati sesalnik, potem zato ne more biti odgovoren. Je nemogoče, ker ne zna, ker ne obvlada. Ja? Ne morete tega, ali pa skuhaj celo kosilo zdajle, ko so včasih malo čudni časi, pa ste na delovnem mestu in naročite, otrok je pa že doma, in rečete, da skuhaj kosilo. Ja, kako, če ga niste naučili? Je nemogoče, da bo to kvalitetno, dobro do roka in tako opravil. A vidite? Zato je pomembno, da jaz grem skozi vsa ta navodila, ko otroka navajam, pazite, ne učim, jaz ga moram navaditi. To je stvar, da tako dobro obvlada, da brez da bi posebej razmišljal. Če pa ne gre, pač pogleda, kako gre točno, zelo natančno. Če ne pečete, ne vem, kruha ali pa nekih sladic, piškotov, potičk in podobnih stvari, zelo pogosto, potem lahko obvladate, vedno naredite enako kvaliteten izdelek. Vendar boste pogledali v kuharsko knjigo. Nekje imate označeno po temle receptu. Kako naredite testo za pico doma, po temle receptu. Tam imate tudi zapisano, koliko časa boste pekli in na koliko stopinj. A drži? No, lejte, take pomoči rabi tudi vaš otrok, da lahko delo kvalitetno opravi. Mora vedeti, kam pogleda, če se loti takega opravila. Torej, jaz grem in opravim le tisto, kar zmorem. Česar ne zmorem, ne morem opraviti, ne morem biti odgovoren. Odgovoren sem za tisto, kar sem vajen opravljati. Pazite, ne pričakujte, da boste enkrat otroku povedali in potem bo že krasno kot po čudežu obvladal zadevo in jo znal. Ne, mnogokrat bo treba
opraviti, in v neki točki se bodo sprožili te mehanizmi in bo otroku jasno, niti ne bo treba preveč razmišljanja zraven in bo vseeno kvalitetno opravil. Zdaj, kar se odgovornosti tiče, krasno je, če je za neko delo odgovorna ena sama oseba. Potem ni dvoma, kdo je to. Če sta odgovorni dve osebi, če imate dva otroka recimo, in rečete, ko pridem domov, gledajte, da bo pospravljeno stanovanje, najprej niste precizirali, niste povedali, kdaj bo to, ko pridete domov, kaj naj bo pospravljeno točno, kako globoko, ne, je to generalka s čiščenjem stekel, ali gre samo za to, da se poberejo smeti, pozloži, malo pospravi, mogoče, če so kje več smeti na tleh, da se posesa, ne. Vsega tega niste storili. In še potem, ko pridete domov, imate problem. Zakaj? Ker niste določili, kdo je tisti eden, ki je za katero delo odgovoren. In bo nujno prišlo do izgovarjanja. To poznamo tudi pri odraslih. To ni nič novega, ne? Če sta dva odrasla, ki se v nečem prepirata in bi moral eden ali bi moral drugi, ti bi moral, jaz bi moral, ne, nisva tako zmenjen. Prenašanje odgovornosti na drugega. Je vprašanje, ali bomo lahko določili, kdo je odgovoren, torej tudi kdo je zaslužen, če je bilo delo opravljeno. Vendar je še huje, če je za delo, imate 3 otroke. Nobene možnosti nimate, da najdete odgovornost. Čisto nobene. Enako, če rečejo neka, ne vem, politična stranka, nekaj so naredili narobe, kaj se bo zgodilo? Ja, mi prevzamemo odgovornost, ampak kdo v tisti politični stranki? To pa že ni določeno. Medtem ko v gospodarskih organizacijah, pa v drugih organizacijah, ki so resne, tam se ve, kdo je za vse odgovoren. Če je v šoli kaj narobe, je vedno odgovorna oseba, je vedno ravnatelj. To je odgovorna oseba. Ja? Ni dileme. Če kakorkoli pogledamo na življenje, vedno je nekdo, ki je odgovoren. Ne? Tudi vi, ki imate otroke, pogledate in se dogovorite, kaj bo ata, kaj bo mama. Pač glede na vajino razmišljanje, na prakso, na želje, na vajine sposobnosti, na posebna nagnjenja k temu, kaj kdo dela. Poznam primer, ko je do 4. razreda je mama sama pomagala, do 5. otrokoma, od 5. do 9. je matematiko, fiziko, te zadeve, ki so tehnične narave, prevzel oče. In sta oba delala, zato ker je imel nekaj veselja, ni bil matematik pa fizik, ampak s tem je imel veselje. Te stvari je razumel in jih je zato lahko z otroki delal in je prevzel tudi nadzor nad tistim delom domačih nalog, in tako, ker mama ni mogla biti za to odgovorna, ker ni zmogla tistih zadev, ni znala, ni se tudi imela drugega dela dovolj, to vam hočem povedati. Ne mislim zdaj, da bi bilo kaj narobe, da ata je za one stvari, mama je pa za druge. Ne, sploh ne. Samo to je zdaj bil konkreten primer. Razdeliti primerno, pametno in stvari bodo tekle. Če otroku rečemo, da gre v sobo in se uči in ne preverjate, ali to res počne, ker recimo v času, ko delate, če se zavleče lepo v posteljo, pokrije še mačka zraven, v eno roko telefon, v eno računalnik, verjemite mi, da se deklina ne bo kaj prida ukvarjala z učenjem, ampak bo počela mnogo drugih stvari, razen če je že odgovorna. Če ste je tega že navadili, nekje v 3. razredu imate že otroke, ki so izjemno samostojni, in imate v 9. razredu otroke, ki ne zmorejo praktično sami ničesar. In na fakulteti imamo starše, ki še vedno hodijo na fakulteto spraševati profesorje, kako gre njihovim otrokom 20 let starim, ne, si predstavljate. To je res noro, kaj vse se dogaja. Zdaj, takrat, ko otroci prevzamejo neko nalogo, ko so voljni in ko znajo, ko so sposobni, torej lahko prevzamejo in prevzamejo tudi odgovornost, kaj se zgodi.
glede na rezultat, glede na to vse, kar se je dogajalo, otrok začuti, da je za neko stvar zaslužen ali pa dobi slabo vest. Ja, tole pa nisem najbolje opravil. Lahko je ponosen, in lahko po drugi strani, če ni šlo dobro, dobi slabo mnenje o sebi. Ja, sej meni nikoli ne uspe. Meni ali pa celo sklene, meni nikoli ne bo uspelo. Imamo s tem precejšno težavo, In otrok tudi ugotovi, ali je samostojen, ali je odvisen od drugih. Ampak vse to bomo opazili tudi mi starši, ko gledamo našega otroka. In če otroku ne gre, kaj storijo starši? Rečejo, naš je še premajhen. Zato in ga hočejo zaščititi pred tem, da bi imel slabo vest, pred tem, da bi imel slabo mnenje o sebi in pred tem, da bi bil samostojen. Ker potem, če si samostojen, potem si res odgovoren. In raje vidijo, da so odvisni od njih, od staršev, kar seveda otrokom ne pomaga in na dolgi rok je to zelo naporen način življenja. Da delaš vse za otroke, vse delaš z otroki in še več namesto njih. Če otroka ne navajamo, če ga ne pripravljamo na to, kako bo živel, katere sposobnosti bo izuril, kaj zmore, torej prevzame odgovornost za določena področja, se pojavi tale težava. Prva, nima notranjega ritma. Nima občutka, kdaj mora pričeti stvari, da se bodo pravočasno končale. To je zadeva, ki preprosto ne steče. Otrok ima lahko najsodobnejšo uro, ki mu kaže vse, kar hočeš. Srčni utrip, porabo kalorij, kje si bil, kdaj si bil, kaj si počel, si skakal, si hodil, vse. Ampak to je spremljava od zunaj. Otrok pa ne dobiva vpliva na notranji ritem. Nima nobenega, ne more računati na občutek. Zdaj le moram. Tiste, ki ste gospodinje, ki ste dobre gospodinje, to težavo, o kateri zdaj le govorim, in da otrok nima notranjega ritma za različne stvari, to zelo dobro poznate. Ker takrat, ko hočete naučiti otroke kuhati, potem rečete, glej, zdaj le bova pa tole, zdaj le bova tole. In če vam sin ali pa hči vpraša, ja, koliko časa kasneje za juho pa daš to kuhati? Ja, zdaj le. Ja, koliko je to? Ja, ne vem. Imate občutek tudi za druge stvari. Ko rečete, potem pa posoliš solato. No, poglej, takole. In posolite. In otrok vpraša, koliko? Toliko. Naredite po občutku. Ampak pazite, ta občutek pride iz občutka odgovornosti in pride iz tega, ker imate notranji ritem za vse te malenkosti in vas lahko zelo preseneti. A mislite, da imate suhe roke, sežete v sol, pa imate precej vlažne ali pa celo mokre in seveda soli gre na prste bistveno več in bo preslano. Mogoče bo šel v žitno, ampak vendar, se bo pojavila kakšna težava. Zdaj, otrok tudi nima strukture. Zakaj? Če ne ve, kdaj ne bi kakšne stvari počel, se tudi ne loteva tega, da bi sploh naredil nek program. Kaj, ali pa, veste, tudi v glavi ni tega, kaj imam še vse za storiti. In potem dela tisto, kar mu pač paše, ne tisto, kar bi bilo treba. Saj odrasli generalno gledamo, nismo dosti boljši, ampak naredimo v to strukturo neke stvari, ki je izjemno pomembnih. Ne poznam staršev, ki bi rekli, pač otroka previjamo vsako uro, ko ima še plenice, ima tako strukturo. Zdaj, če se pač pol ure prej pokaka, je pa pol ure pokaka. Ne, ko ga zavohaš, ga greš preblečiti. Hočem reči, smo prilagodljivi, se učimo. Potem odkrijemo, kdaj ima tiste ure in s časoma vemo, ko se postavi v kot, značilno se nagne naprej, recimo pri fantih, to zelo dobro opaziš in že veš, da je opravil svoje. Torej, ker nima strukture, ne more planirati stvari, ki jih bo počel in zato nasplošno nima veliko izkušenj. Če nima izkušenj, svojih izkušenj, kako mu gre, tudi nima primerjave. Ne more se primerjati z drugimi, ampak ker starši rečejo,
ti si najlepši, ti si naš zajček, mucek, angelček, ne vem kaj vse, ne? Ti si neverjeten, nobeden ne tako kot ti. Ne? Ma občutek ti narciski, današnji sodobni, oni so ta glavni na svetu, vse vedo, kar jih vprašaš, imajo toliko zapovedati. Ko jim preprosto stvar izročiš v delo, nikakor in nikamor. Odgovornost ne gre. Ne? No, seveda, zaradi tega, ker manjka odgovornosti, tudi ni osebne rasti. Tega otroka vi, grdo bom rekel, vi ga redite, ga ne vzgajate, ampak ga redite. Bo večji in težji bo, to. Ne bo se pa nič bolje obnašal, nič lepše, nič. Vete, premislite malo, če date otroka v šolo, seveda ga date, ker ga morate, ga date v šolo in pričakujete, da ga bodo učitelji nečesa naučili. A drži to? Ja, pričakujete, upravičeno. V enem letu pričakujete, da bo malo bolje obvladal slovenski jezik. Pričakujete v enem letu, da bo bolje govoril angleško. Pričakujete, da bo poznal več zgodovine, zemljepisa in tako naprej. To je delo učiteljev. Zdaj, vaše delo je pa vzgoja. Ali jaz lahko pričakujem, da se bo vaš otrok naslednje leto lepše obnašal? Upam, da niste dobili tacgale obraza kot jaz zdajle, ne? Ker po izkušnjah vem, da starši tega ne marajo obljubiti. Ja, pa to je težko, pa bo prišla puberteta, pa sploh ne veste, pa je toliko vplivnih faktorjev in tako naprej. Kdo je tisti, ki ima možnost na vse to vplivati in odločati? Noben drug, samo mi starši. Ne gre. Ne gre drugače. Mi smo tisti, ki moramo določiti zadeve. In seveda, ker ni osebne rasti, otrok tudi ne postaja samostojen. To pa pomeni, da je za vse stvari odvisen od vas. 15 let star mulj, 14, če sem natančen, je očital mami, da mu ni narezala kruha in zato je ostal lačen, dokler mami ni bilo domov. Otrok je prišel domov, ne vem kdaj, ob enih, se pravi 9. razred, zgodaj na začetku leta. Ob enih je prišel domov, nekaj čez in mama je prišla ob 3:30 in otrok je najprej napadel, da mu ni narezala kruha, zato pa ni mogel jesti in je lačen zdaj zaradi nje. No in jaz rečem, to pa ni problem, bova midva tole hitro rešila, glej, ti mi pokazal, kako se nareže kruh. Jaz sem vzel rokavice in fantu dal krušni nož v roke, ampak pazite, mama je stala že vmes med nama. Ne, da se ne bo urezal. Ne, gospa, kar stran stopite. No. Mukoma in na smrt prestrašena in sem ga učil rezati, tako kot se kruh reže, tako leže, a veste. To je bila štruca, ne po robu, da jo po koncu postaviš, le zakaj, v leže. Če je oster nož, gladko odreže. Ja. In fant je rekel, pa se to čisto lahko, zakaj tega meni ne pustiš? Potem je mami očital, da mu ona tega ne pusti in sem videl, da mu res ne pusti. A si predstavljate? 14 let, a je pa njen sinko. Ne bo zapustil gnezda zlepane, ker ni znal prav ničesar. Ni bil pripravljen za odhod stran od mame in verjamem, da še naslednjih 15 let ne bo. Bo ostal pri mami in mamino gnezdo je polno, a ne? Ata ni bilo več, sta se razšla, otrok je ostal in evo, nobene odgovornosti ni dobil, nima nobenih izkušenj, sveto prepričan, da je neverjeten talent za vse, kar se loti. Rezultatov pa prav nobenih. Kako začne otrok prevzemati odgovornost? Ja, princip je zelo enostaven. Postopnost je tista, postopoma, pa majčkeno, da dobiva izkušnje, da smo nekje v bližini in da ga učimo. Če pogledamo tole slikico, otrok prvič, ko je šel skočiti na glavo, zanesljivo ni šel skočiti z tega stebra, drži. Ampak prvi skoki v glavo se izvedejo, na glavo v vodo se izvajajo ponavadi takrat, ko si že skoraj do pasu v vodi, pa se majčkeno bolj na glavo noter pošleš, se odrineš od tal pa greš. Potem je pa razlika vse večja in nazadnje lahko skačeš tudi z precejšnje višine in je lahko to skok na glavo. To je to. Zraven si otrok poskuša, skoči 20krat, 50krat z iste višine, da
postane mojster v tistem. No in zato gre v življenju. Otroci morajo postati mojstri tistega, kar res potrebujejo za življenje. In mojstri morajo postati še v nečem, s katerim se lahko predstavijo drugim otrokom. To je pa ena sama posebna lastnost, s katero se lahko rečemo, da se reklamirajo, tržijo, zaradi katerih bodo zmogli biti popularni vsaj en toliko pri svojih vrstnikih. Primer, če imate 15-letnika ali pa 13-letnika in ste dobili novega psa, ta 13-letnik mora hoditi z njim v pasjo šolo, ker pasja šola ni trening za psa, pasja šola je trening za vodnika in trening odgovornosti. Vsi otroci bi morali narediti z enim kužkom pasjo šolo, potem bi bila zadeva veliko drugačna, eno kvalitetno seveda. Postopnosti se pa lotimo tako, da neko opravilo opravlja otrok sam. Mi pa spremljamo, mu tudi pokažemo, kako in kaj. Izberemo aktivnost, eno od malenkosti, recimo otrok ima zajčka v kletki in to nekako na začetku ste bili vsi navdušeni, in otrok je obljubljal, zdaj je pa ta zajec vaš. Sicer je v dnevnem prostoru ali pa mogoče celo res še v otrokovi spalnici, ampak ste ga odnesli ven, ker preveč smrdi, pa polu smrdi vsem, to je bolje, kot da smrdi samo otroku, imate ta občutek, tam je premečken prostor. In odločili se boste za usposabljanje, kako gre s tem usposabljanjem. Določite osnovne, 3 stvari si lahko, ne na več, ne 5, 6, 12, ne bo šlo, 3, ki si jih otrok lahko zapomni. Torej, da skrbi za vodo, da skrbi za hrano in da skrbi za nastil. Ko je v nastilju preveč kakcev, je pač treba ta nastil zamenjati, sprazniti, zajčka ven, sprazniti, očistiti in tako naprej. Spremljamo ga pri tem. Če kakšne stvari ne zmore, poglej, pokažem ti takole, da je lažje, da je bolj učinkovito, kam da zajčka takrat, ko točno kam ga da, ali ima še neko škatlo, v katero ga položi ta čas, ali te zajec sicer normalno teka po stanovanju, če ne ga postavi samo ven. Če pa ne teka po stanovanju, ker je imel ponavadi pokakane in polulane tačke, boste pa dali eno drugo začasno kartonasto škatlo, v kateri zajec pa pokrov gor, da zajec počaka tam, dokler ni kletka, dokler ni nastil zamenjan. Potem pa v miru pripravi še vodo in hrano. No in to spremljate. In naredite urnik, kam ga naredi otrok. Takoj, ko ima telefon, jih je treba naučiti, da si alarme nastavijo. Da si nastavi alarm, kdaj ima za pogledati za zajčka. In piše tam hrana. Piše, a se spomnite igrače Tamagotchi? Če tistega pajacka niste hranili, potem je pač poginil. Še zdaj so take bolj kompleksne zadeve. Maček Tom funkcionira enako. Če ste ga naložili kdaj, boste videli, se treba z njim igrati, ga je treba hraniti, čistiti, zdravila mu dati, vse sorte. Isti princip. Ampak to je tudi, zakaj je zanimivo, zato ker je tako podobno resničnemu. Ja pa če že imate možnost, zakaj ne bi resničnega? Ker potem se pri otroku res razvije odgovornost. Tam mu pač rečemo crkne program, da bo poginila žvalca, pa otroka, ga pa sili ta občutek od znotraj, a sem res tako slab, da bom pustil živalca umreti, ne, bo prej odreagiral. No, mi to spremljamo in stvari, ki jih otrok ni dobro opravil, pač damo popravke. Ti popravki, kakšni so popravki? Ti popravki so, ali da pokažemo kako, ali da vprašamo ti, kako ti je pa tole šlo, in potem so stvari silno preproste. Potem je pa zadeva samo še pride v vajo, in sicer prilagajanje količina, števile, kvaliteta opravil, kaj je sposoben, dogovor in stopnje. Preveri, pol kasneje, preveri, če si vse naredil, poskusi, če je vse v redu, če je za poskusiti, poročaj mi, pridi povedati, zajčku sem zamenjal, zajčku sem, nič drugega. Samo povem, da sem opravil. In potem, skratka, izpeljuj zadevo še naprej. Izpelji, naslednjič spet in spet in spet. In pridi in poročaj. V nekem trenutku boste rekli, zdaj pa naredi, pa
potem ti niti ni treba, občasno jaz pogledam, če ima zajček zamenjano in to je to. Kako gre to zdaj pri učenju, recimo 3. razred, kako sprejme odgovornost? Tako, da za tiste predmete, kjer je nadarjen ali pa kjer mu ustreza, kjer mu paše, kjer je kolikor toliko samostojen, ga spodbujamo, da dela še več samostojno. In mu rečemo, tole narediš sam, ker tole zanesljivo zmoreš. Potem je pa nekaj predmetov, kjer mu vi pomagate. Predmete, ki jih zmore, naj dela v svoji sobi. To je bolje, kot če jih dela v skupnem prostoru. Za svojo pisalno mizo tam dela, če jo ima seveda, in prinese samo rezultat pokazati. To je vse. Za predmete, kjer mu ne gre, dela za jedilno mizo. Zakaj? Zato, da imate nadzor. Tam, če so 3, bojo pa 3. Boste vi malo pokombinirali, kdo bo kakšno stvar počel, zato da ne bodo motili, da ne berejo vsi 3 hkrati. In naj vas ne prepričajo, nikar se pustiti prepričati, da ne morejo delati, ker to mi pa ves čas nekaj šumi ali pa to mi pa na pol na glas bere. Lejte, v razredu je približno 60 decibelov hrupa, 90 decibelov ima pa večina zunanjih strojev tamle. Tisto, kar uporabljate za pometanje, če je motorna reč ali pa tam okrog 90 se giblje. Ja, kosilnica je električna, 90 decibelov recimo, če jo imate. Tele za živo mejo rezati, žage, škarje, motorne tudi okrog 90 decibelov. To je 2/3. 60 decibelov je pa normalno v razredu. Normalno je to. In so vajeni tega. Tako da, tudi če zdaj ni, v nekem trenutku ni pouka, pa delajo morda od doma, verjemite mi, da so tega dejansko vajeni. Torej, tisto pa dela z vašo minimalno pomočjo, z nasveti. Vaši nasveti so v obliki, manj v obliki navodil, kot v obliki vprašanj. Kako ste pa delali in če otrok nečesa ne razume, ne poskušajte ves čas biti rezervna učiteljica, ker učiteljica to razlaga na en čisto svoj način. Na nov, sodobnejši, kakršenkoli že je. Zdaj še malo spremenjen, glede na to, da poteka ta hip na daljavo pouk. Naslednji dan, ko bo v navezi z učiteljico, ko bo zveza vzpostavljena, naj ji kar pove, jaz pa pri temle ne razumem tega in tega. In če se bodo oglasili še drugi otroci in sporočili, jaz tudi tega ne razumem, jaz tudi ne, si bo učiteljica pač vzela čas in še enkrat razložila. Ja, ali pa bo poslala en filmček, ali kakorkoli bo pač rešila to zagato, če učenci razlage niso prvič razumeli. Vi določate to, da je naloga dovolj lepo napisana, če je za izpisati, in seveda pomagate tam pri tehniki, ki je otroci še niso sposobni. Vendar lepo vas prosim, ne se pustiti hitro prepričati, da otroci tehnike ne obvladajo. Mnogi jo, in to zelo dobro, celo bolje kot mi. Niso redki primeri, ko 10-letniku starši prinesejo nov pameten telefon, a mi lahko tole nastaviš. No, pa se pa pejmo, jaz pa ne vem, kako se zdaj Zoom spostavi z učiteljico. Jaz seveda ne ve. Eno je, da ne ve, drugo je, da se dela, da ne ve, a veste. To je bistvena razlika. Noče biti odgovoren in se dela, da ni, in potem ste vi odgovorni, če ne znate postaviti. Če se lotite, prevzamete, češ jaz pa znam, ste vi odgovorni, da je zveza vzpostavljena. Če ne, vam bo otrok to učitelj. Vse mama tudi poskusila, pa ni bilo, in boste vi krivi, kot rečemo v slovenskem jeziku, ne samo odgovorni. Pri otrocih in pri najstnikih postavimo testne dneve. To se pravi, najprej postavimo enkrat za en dan, danes bova delala takole. Pa drug dan spet bova delala tako kot včeraj. Potem se pa lahko odločite, zdaj boš pa 3 dni, boš poskušal sam. Jaz spremljam, ti pa, če imaš kaj za vprašati, vprašaj, če imaš kaj za povedati po enakem sistemu, povej, sicer pa opravi svoje in prinesi rezultat. Mnogi otroci zelo uživajo v tem, da kar naenkrat dobijo pooblastilo, da stvari opravljajo sami.
Torej, kdaj pa boš tole po tistem urniku hišnem, ki je, se bo zgodilo, da bo otrok kdaj tudi prej pričel. Zakaj? Da svoje prej opravi, da bo imel čas recimo za neko svojo aktivnost, dejavnost, mogoče ima veselje z risanjem, z lego kockami, z igranjem. Zdaj, seveda je treba omejiti tudi uporabo elektronike, za zabavo jo je treba omejiti, kot tudi za učenje jo je treba omejiti. Ni v redu, da bi bili otroci celo dopoldne na internetu, ne glede na to, če morda tudi delajo za šolo, naj vmes ugašajo, naj delajo tisto, kar je za narediti. Skratka, je pa precej odvisno od tega, koliko so se posamezne šole znašle, ker ministrstvo je definitivno izgubljeno v tej situaciji. No, pri takem dekliču, tole imaš, tule si popolnoma samostojna, prevzameš odgovornost, čez 2-3 dni se usedeva, pogledava, od včeraj nalogo, tole si, takrat imava točko. Če je uspevalo, če so malenkosti, ki bi bile lahko izboljšane, potem boste rekli, punci, poglej, Natalija, povej mi, boš to sama uredila ali greva eno stopnjo nazaj, da sem jaz bolj s tabo. Pazite, ne jo takrat vprašati, ko je zelo utrujena, ker potem se bo hitro odločila, da bo ti z mano in ste vi dobili dodatno delo. Kadar je dobre volje, kadar hoče biti sama, takrat ti rečete, povejte, bova šli nazaj, ali bova šla nazaj, če sem jaz kot tata, ali pa bova začela spet delati tako kot na začetku, ali napreduješ naprej in sama urejaš, popravljaš. Te stvari dobro delujejo. Potem, ko enkrat zmore neke 3 dni, se lahko 2-krat pogovarjate, enkrat za 2 dni, pa spet za 3 dni, potem pa rečete enkrat, misliš, da bi 4 dni tudi šlo? Ja, seveda bi šlo, hočeš reči cel teden. Ja, normalno. No, potem pa na začetku tedna, če ima že nekaj nalog opravljenih, tisto, kar naj bi bilo za petek in tako naprej, od prejšnjega tedna, če je kaj ostalo, tisto opravi in drvi naprej otrok sam svojim za cel teden. Jaz pa samo spremljam, minimalno sem udeležen. Kako otroka spodbujam k temu? Pridem in vidim, delam kontrole. Lejte, v času učenja, tudi če se otrok uči in je to punca in ste vi ata, se nima kaj preoblačiti v svoji spalnici. V času učenja imate vi prost vstop, ne trkate, stopite noter, da vidite, kaj se dogaja. Otroci ne delajo tisto, kar pričakuješ, delajo tisto, kar pregleduješ. Ja? Če se hoče preobleči, izvoli, vzemi cunje v kopalnico, tam si se lepo zapreš vrata, zakleneš, če imate tako navado, prideš nazaj, preoblečena, odložiš, zložiš cunje in delaš dalje. Ne pa, ne v sobo ravno preoblačim. Ne. V času takrat, ki je predviden za učenje, tega ni. Jaz še vedno spodbujam, ko so mulci tečni, kakšni najstniki znajo kaj narediti. Jaz kar rečem, če vam z vrati zaloputne tik pred nosom, pač odprete vrata, jih snamete in odnesete v klet ali pa v garažo. Zadeva rešena, tudi na balkon, če ni boljše situacije. Sicer tam bo zelo vlaga, mraz, ali pa kakšna druga težava, ampak lejte, vse bo tako ne bo dolga, en dan ali pa 2 bojo tam, potem so pripravljeni karkoli narediti, da dobijo svoja vrata nazaj. Včasih, lejte, ne gre za to, da bi bili nasilni do svojih otrok. Ne gre za to, da bi vse delali z neko prisilo, ampak so trenutki, ko je treba otrokom pokazati, da imate vendarle še moč kaj postoriti. Ta demonstracija, če otroci doživljajo stalno demonstracije nemoči, njihova moč narašča in se ne bodo brzdali. Žal ne. Tako in pa včasih mečkeno jih strezni. Za hip in pomaga na dolgi rok. Nekateri tudi bruhnejo v smeh in ko je ata pride do sredine dnevne sobe z vrati, ga že kličejo otroci. Ata, je že v redu, daj vrata nazaj, prosim, bova tole uredila. Saj nisem mislila tako hudo, malo mi je šlo, veš. Mal sem bila jezna ali pa mal sem bil jezen, vrata sem mislil za kljuko še mal prijet, mal trdo zapret, res, tako kot ti narediš, veš, ampak, lejte, v takem primeru seveda jih ne boste odnesli v klet, ker je otrok ponudil takojšnjo možnost, je takoj spoznal, da vi vendarle lahko nekaj ukrenete, nekaj, kar je tudi zunaj standardov, se lahko oba od srca nasmejita. Ne biti prav trdi zdajle,
pa preveč resni, ko je takle čas, ki je mečkano več preizkušanj nas čaka v družinah, kot pa običajno, ne. Zdaj, razlika med dekleti in fanti, pri testnih dnevih nobene posebne. Razlika pri opravilih je pa taka, da je treba spremeniti razmišljanje. Ni samo za dekleta kuhanje in ni čiščenje stranišča samo moško opravilo. Se pri vas to ženske delate verjetno, a ne? To je tudi moško opravilo. Če vam pralni stroj neha delati, prvo pokličite 14-letnika, ti stroj ne dela. Dajte mu navodila, naj jih preštudira, verjetno bo našel napako. So spretni, zmorejo, to radi berejo, navodila berejo, veste. Čeprav so te novi njihovi programi računalniški in ti so zelo intuitivni, se pravi, da je že pripravljeno tako, da kar po neki notranji logiki, ki nam odraslim ni jasna, najde pravo rešitev. Ampak bo našel tudi za stare stvari, dostikrat najdejo. Opravila, katera opravila bi morali obvladati, kje lahko vse otroci urijo odgovornost. Od tega, kako se organizira nabava, da pripravimo listek, zato da se nauči z denarjem ravnati, do tega, da prične z varčevanjem, da ne omenim čisto fizičnih stvari. Vse suho čiščenje, mokro čiščenje, urejanje, spremembe, vzdrževanje, beljenje, servisna dejavnost, popravila koles in podobne stvari. Če imate pečico tako, da ni samočistilna, eni imajo samočistilne kuhinje, to veste, ne, se same počistijo. To pomeni, da jih mama gara takrat, ko ni nikogar zraven. No, pečica jih je vendarle treba, to je pravilo, ki je super za fante, ker ima dolge roke, drgnejo ko pri norcih, ne boste dali tako krpo, da ne bo poškodoval obloge, teflonske emajl ali karkoli že je, opravil bo svoje. Vzdrževanje, ograj, če lahko 2 metra visoko skače s skirojem, ni čisto nič narobe, če se majčkeno skloni, če se ograjo pa jo pobarva. Lahko pa tudi pomagate, ga držite za pas mu date svojega, če nimate nobenih otroških hlač s pasom, verjetno ne. Pa ga zagrabite in lahko v miru pobarva tudi zunanje strani. Lestev, to je tudi za 15-letnike, absolutno, ne. Je kar treba, da opravljajo te zadeve, zato ker saj zmorejo. Da ne omenim trave med ploščicami, če imate dvorišče, da ne omenim striženja žive meje, mogoče s tisto električno košnje in tako naprej. Morate biti dolgo časa zraven, potem pa ni več potrebno. Ne boste vsega tega vi opravljali in ko otrok prvič opravi sam in je živa meja ostrižena, tako rečemo na rob, da bi se človek urezal, ali pa tako ravno, da bi lahko to postavili za osnovo, za neko geodetsko opravilo, potem seveda je otrok izjemno ponosen, dobil je izkušnjo in se počuti, upravičeno se počuti odgovornega za to. Vi se boste počutili pa odgovornega za vašega otroka. Še toliko bolj, zelo lahko in zelo sladko je biti odgovoren za otroka, ko je on tudi odgovoren in ko to pravzaprav zelo pogosto dokazuje s svojimi rezultati, dokazuje s tem, da vas sprašuje stvari, da izboljšuje svoje početje, svoje ravnanje. Seveda bodo še delali napake. Vi jih najbrž ne delate več, jaz jih delam, jaz še nisem dovolj star, da bi jih nehal. Otrok pač ni popoln, bo delal napake in skozi napake ga bomo vodili ves čas. In napake, ki niso bile namerno povzročene, nosijo čisto drugačno odgovornost, kar se duše tiče, rečemo, kar se tiče lastnega počutja. Čeprav, če delaš napako v prometu, je odgovornost enaka, če je bila res nesreča, ali pa če si se zavedal, da pelješ recimo prehitro in potem v nekem trenutku niso mogel ustaviti in so nastale posledice. Zdaj, toliko se je dalo spraviti nekje v 3/4 ure,
En toliko je tudi običajen razpon, ko mi rečejo starši, vse 3/4 ure je krasno, če malo zgostite zadevo, da se pogleda v nekem doglednem času. Zato je tudi tako pripravljeno. Več informacij dobite pa na te teme vzgojne. Eno so videotečaji. Zdaj imamo 3 take komplete zunaj, o trmi, o motiviranju otroka in ko otrok noče, prav specifično, na te situacije so naravnani tečaji, to je precej ur posnetkov, noter z različnih vidikov, dodatki spredaj, skratka, precej je tega. Te stvari najdete na vzgoja.si. Na tej spletni strani, ker je te elektronskih materialov, analogna, digitalnih, analogna gradiva, se pravi tista po ta starem, knjige in podobne, kakšne razpredelence, kakšne igrače, ki vam prav pridejo, igralne karte, ki spodbujajo komunikacijo z otroki in pri otrocih in z vami, da se z vami pogovarjajo, vse med sabo se še kar ne. To pa dobite pa na strani čmrl.biz oziroma cmrl. Tako da, če bo kaj, pokukajte najprej tja, verjetno boste našli kaj zase. Želim vam, da bi otroke za kakšne malenkosti kmalu napravili odgovorne, ker ko so otroci odgovorni za stvari, ki se tičejo njihovega življenja, dobivajo oblast, moč nad svojim življenjem in v to jih sili njihov razvoj. Puberteta, ki pride, ni nič drugega kot to, da hočejo še enkrat preveriti vse, kar so se naučili v ranem otroštvu. Hočejo preveriti vse meje, hočejo preveriti vse resnice, seveda jih sili zadeva tudi potem proti spolnosti in tako naprej. Ampak princip je ta, hočejo še enkrat in dajte jim priliko. Puberteta ni tako naporna zaradi hormonov, ampak zaradi tega, ker želijo vedeti, kaj je res, kaj res drži. Bomo starši res ukrepali, katera meja je ta prava, kdaj se hodi spat, kdaj se vstaja. Take stvari vam pridejo zdaj zelo prav, preproste, jih bo treba obnoviti, če imate 14-15 letnike, ko se otroci ali obnašajo tako, kot vam ni všeč, ali pa če želijo neka nova dovoljenja, če želijo prestavljati meje. Ko ni problema, lahko prestavljate meje. Meja pa ne smete prestavljati takrat, ravno ko jih je otrok kršil. Če ste zmenjeni, da prihaja noter, ne vem, ob 8, zdaj ko je zima pa mraz ali pa kakorkoli že, in on reče, saj to ni normalno, normalno je ob 9. In je bil zaplet, ker je zamudil, nikakor ne smete popustiti. Ko se bo držal 8 ure, takrat ste pa pripravljeni se pogovarjati o tem, mogoče bi bil pa res čas, da že spremenimo tole uro. Zdaj, kaj bo počel, seveda, morate tudi sami pri sebi razmisliti. Veliko zadovoljstva vam želim pri vaši vzgoji, pri vsakodnevnih srečanjih z otroki in ne pozabite, zdaj prihaja zelo poseben čas, ki pa ni poseben po eni taki vaši potezi. To bi morali delati celo leto. Objemite jih in povejte jim, da jih imate radi. Povejte jim naravnost, rad te imam, rada te imam, stisnite jih k sebi. To potrebujejo posebej takrat, kadar je v družini več zapletov. Srečno!